Pred tednom je blizu vojašnice v Šentvidu pri Ljubljani v nenavadnih okoliščinah umrl vojak. Dogodek preiskujeta tako vojaška kot civilna policija, vendar so uradne informacije skope. Starši in bližnji nesrečnega vojaka se z razlago, da naj bi šlo za samomor, nikakor ne strinjajo. Edi Pucer. Zgodilo se je v ponedeljek ponoči. Nedaleč od ljubljanske vojašnice Franz Rozman stane je sredi ceste ležal mrtev fant. Policisti na enem koncu ulice vojaški, na drugem pa civilni, na kraj dogodka niso pustili nikogar. Prav tako niso dajali informacije o tem, kaj se je v resnici zgodilo. Tudi dan zatem so bile informacije zelo skope. Znano je bilo le to, da gre za samomor vojaka in da je preiskava v teku. Identiteta umrlega je bila kmalu razkrita. Šlo je za 20-letnega Blaža iz Kopra, veselega, odprtega fanta, ki je vojaški rok služil kot voznik v minometni četi. Do konca vojaščine so mu manjkali le 3 dnevi, toda domov se je vrnil v krsti. Nihče od tistih, ki ga poznajo, ne verjamejo v samomor. On še v nedeljo, ko smo bili skupaj, on je bil ves vesel. Komaj je čakal, je rekel, komaj odštevam dneve, da se vse konča, da pridem spet domov, da bo spet vse tako, kot je bilo. Toda kaj se je pravzaprav zgodilo tisto usodno noč? Nekaj minut po polnoči naj bi Blaž priplezal ograjo vojašnice. Bil je bos, pomanjkljivo oblečen in z nabito puško. Od tu naj bi stekel do bližnje carinarnice, kjer naj bi se najprej prerekel z varnostnikom, od tam pa naj bi stekel po cesti naprej, kjer je srečal druga 2 varnostnika. 20 minut do enih naj bi se s Kalašnikovom ustrelil v sence. Takšna je groba razlaga, pri detajlih pa se policijska in vojaška verzija dogodka precej razlikujeta. Različna je na primer razlaga, kje in kdaj je Blaž dobil puško in usodni naboj, ali na primer, o čem naj bi se prerekel z varnostnikom pri carinarnici. In naprej, zakaj na mestu, kjer naj bi Blaž pobegnil, niso našli nikakršnih sledov in zakaj varnostniki v bližnjih objektih niso slišali strela. Zakaj so na primer vojaki svojcem zatrjevali, da je preiskavo vodila civilna in ne vojaška policija, če so tudi na naših posnetkih ob truplu vidni vojaški policaji? Vprašanje torej veliko in še bi jih lahko naštevali. Mislim, da tle je nekaj drugega v ozadju, kar mogoče bomo težko prišli do teh informacij, samo toliko sem rekla, da vsaj to bi poskusila, da pridem pač enkrat do tega zaključka. Tudi če bo trajalo 10 let, 15 let, samo da ugotovim, kaj se je zgodilo tisto noč. Če Slovenska vojska in policija mislita resno z obljubami o transparentnosti in civilnim nadzorom, ki ga je na začetku mandata obljubljal na primer obrambni minister, bodo svojci morali dobiti odgovore, pa čeprav bo to za koga morda neprijetno.